Spoštovani pozdrav in dobrodošli. Tokrat gostimo izredno pomembnega in uglednega gosta. Z nami je dr. Milan Brglez. Pozdrav in dobrodošli, dr. Milan Brglez. Dober dan. Dr. Milan Brglez ima za seboj bogato akademsko kariero. Na Fakulteti za družbene vede je diplomiral iz politologije, smer mednarodni odnosi, opravil magisterij iz mednarodnih znanosti na ljubljanski pravni fakulteti in leta 2006 na Fakulteti za družbene vede še doktoriral na področju mednarodnih odnosov. Zaposlen je bil kot visokošolski učitelj, asistent in kasneje docent na katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. Leta 2008 pa je postal njen predstojnik. Večkrat je bil izvoljen v senat Fakultete za družbene vede, bil je predsednik Slovenskega politološkega društva ter član strateškega sveta za zunanje zadeve na Ministrstvu za zunanje zadeve. Do izvolitve na mesto predsednika Državnega zbora je bil podpredsednik Rdečega križa Slovenije. Konec marca 2019 pa je bil izvoljen za predsednika Šahovske zveze Slovenije. Je soavtor znanstvenih člankov, poglavij o monografijah in znanstvenih monografij. Je mentor doktorskih študentov, magistrskih študentov in več sto diplomantov. Od ustanovitve leta 2018 je predsednik Društva Akademije za družbeno odgovornost. Bogata poklicna kariera je za vami, pa bi vas uvodoma vprašal takole. Leta 2014 ste se na povabilo dr. Mira Cerarja vključil v stranko Mira Cerarja in kasneje postal tudi njen podpredsednik. Pa bi vas na osnovi tega vprašal, kaj je bilo ključno, da vas je pritegnilo, da ste šli iz akademskega področja v politiko, tako? Ja, najprej hvala lepa za vprašanje, za celoten kontekst, na katerega lahko odgovarjam. Osnovni moment je bil nekako brezizhodnost družbe, v kateri smo se nekako znašli. V bistvu politika je po eni strani zašla v slepo ulico, v bistvu na koncu smo kandidirali, oziroma prve volitve so bile izredne, torej niso bile v rednih rokih. Politika se je nekako zakalkulirala, to je bilo tudi obdobje tistega varčevanja, če se spomnite. Mislim, da je bila druga Janševa vlada, ki je zbujala ogromno nezadovoljstva, tudi zaradi varčevalnih in vseh ostalih ukrepov, ki so se takrat pojavili. Sicer je bila politika sposobna zadevo preoblikovati, ampak iz tistega gibanja nekako se je izoblikoval nek moment drugačnega pogleda na politiko. Tudi ta prostor, ki ga je prej zasedala liberalna demokracija slovenska, se je nekako spraznil, torej te stranke nekako ni bilo več. Torej bil je nek vakum, če hočemo tako reči. In ta vakum je v bistvu iskal neko zapolnitev. Sam sem pač bil povabljen, to je res, za zunanje zadeve, nagovorjen strani dr. Mira Cerarja, in seveda sem se temu vabilu odzval. Že od vsega začetka, tudi ko smo enkrat prišli do stranke, povedal, da sem mičken bolj načelno na levo, kot je mogoče sam voditelj stranke. Ampak to je bilo eno tako obdobje, ki ideja je bila, da je treba na drugačen način pristopiti k politiki. Zdaj, koliko se je pa dejansko to izvedlo, je pa zdaj drugo vprašanje. Kasneje na volitvah ste bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru in bil član odbora za zunanjo politiko. Seveda, to je vaša specialnost, vaše področje. Ob tem pa seveda, če imam prav podatke, so tekli tudi ta usklajevanja glede sestave koalicije in takrat v prvi fazi ste bil predlagan ali pa mišljen kot, ravno zaradi vaše
vaših specialnih znanj tudi za zunanjega ministra. Pa ta zadeva potem nikako ni šla čez. Mislim, v čem je bil razlog? Razlog predvsem to, da ko delaš v slovenski politiki, nisi sam. Torej, koalicija ima neko svojo dinamiko ustanavljanja. Takrat je bilo za SMC ključno povezovanje z Desusom, ki je bil tako močan, da skupaj z SMC-jem je bila že 46, torej dobesedno 46, potem takrat smo se pogajali še z Novo Slovenijo, socialnimi demokrati in vsemi temi, na koncu v koaliciji so bili poleg nas treh še socialni demokrati in seveda druga največja stranka nekako ima možnost izbire, ampak takrat so vsi videli možnost, da bi postali komisarji. Smo bili tik po evropskih volitvah in vsi so se videli na tem mestu, tudi predsednik Desusa takrat, in zaradi tega ni hotel mesta predsednika državnega zbora in je moral SMC sam ponuditi nekoga, ki bi to naj naredil. Sam sem vodil v bistvu ustanovitveni kongres SMC-ja in v bistvu pač te izkušnje pa tudi neki javne prepoznavnosti je najverjetneje vodilo do tega, da so me predlagali za to. Sam sem se malo upiral, moram priznati. Ampak potem, ko sem bil pa izvoljen z več kot dvotretjinsko večino, pa v bistvu ni bilo več teoretične šanse, da pa zdaj pa to mesto pustimo nazaj, pa da gremo v neko drugačno konstelacijo. V politiki se zgodi, da si dobiš določeno pozicijo in potem je vse odvisno od tega, kako deluješ na njej. Kot ste že omenili, ste dokaj, bi rekel, dobro ali pa tako prepričljiv večino pri izvolitvi, kar je na nek način pokazatelj, da ste imel tudi širšo podporo, bi rekel, in seveda je to dobrodošlo za predsednika državnega zbora. Potem pa iz tega sledi zadeva, ki jo bi želel, da jo malo pokomentirate. Potem te zadeve v politiki niso idilične in seveda tudi v tem primeru ste prišel v spor z, tako rečem, predsednik SMC-ja pa podpredsednik sta se sprla ali pa razhajala pri zakonodaji za migrante. In v čem je bil ta spor ali pa vsebinsko, kjer je bilo to zdaj toliko vsak sebi zadeva, da se ni dalo to znotraj stranke malo že uskladiti? Stvar je šla predvsem osnovno vprašanje, ki na koncu je potrdilo sicer mojemu stališču tudi Ustavno sodišče, torej ali gre za protiustavno sprejem zakona o tujcih ali je zakon o tujcih tisto, kar je znotraj ustave. In protizakonitost se je kazala predvsem v načinu, da lahko vračaš begunce brez da bi imel postopke za to, da ugotoviš, kdo si zasluži zaščito, kdo si ne zasluži zaščite, oziroma drugače, komu pripada status begunca in kdo je tisti, ki je pravzaprav prišel na ozemlje te naše države, pa pravzaprav tega statusa ne more imeti. Vemo pa, da ne smemo vračati kar tako ljudi, še zlasti, če je potem njihovo življenje ogroženo in tudi po naši ustavi in tudi po mednarodnih dokumentih to pomeni neke vrste mučenje teh ljudi. In sam sem bil vsekakor na tem stališču, da je treba ostati znotraj ustavnih omejitev, da tukaj ni dopustno, ni take izjemne situacije, ki bi dopuščala, da se nekaj takega zgodi. Morate tudi vedeti, da se je ta zakon sprejemal po tistem, ko je že cel val, po tistem, ko je že 500 000 ljudi čez. Argumentacija je bilo, da prišlo jih bo pa 10 milijonov, prosim vas. To so res absurdne zadeve in se jih na ta način preprosto ne da regulirati. Neka osnovna humanost mora obstajati in osnovna humanost pravi, da je treba ločiti tiste, ki si neko zaščito zaslužijo in ki jih ne smemo vrniti, ker bi s tem ogrozili njihovo življenje, in tiste, ki niso na ta način zaščiteni. Ampak preprosto ne moreš
kar tako potiskati ljudi nazaj. Je pa res, da ta zadeva je še vedno neurejena na evropski ravni, ta zadeva je še vedno takšna, ampak ta trenutek imamo druge probleme in drugod gledamo, kje bi se lahko tovrstni begunci, ki dejansko bežijo pred vojnami in podobnimi zadevami, lahko pojavili. Takrat je bila to sirijska kriza, danes je to ukrajinska kriza. Tule na tem področju ste seveda vi glasoval proti temu zakonu, čeprav je bil kasneje potem tudi z podporo SDS podprt pa sprejet v parlamentu, skratka. Ampak potem pa na koncu ga je Ustavno sodišče razglasilo za neustavnega, vsaj v tistem delu, ki je bil sporen. Kmalu zatem ste bil seveda javno pozvan ravno zaradi tega nasprotovanja strani dr. Mira Cerarja, da odstopite, pa je to v bistvu bila ena zadeva, ki je že nakazovala na nek resnejši spor znotraj v stranke SMC. Ja, nakazovala je, ampak sva ga nekako še uspela pomiriti, tudi zaradi vseh teh poslancev, ki so bili, ki si nikakor niso želeli odločati med enim in drugim, če bi prišlo do formalnega glasovanja o tovrstni zadevi. No, kasneje na državnozborskih volitvah čez 4 leta, to je 2018, ste kandidiral zopet na listi SMC in v kraju, bi rekel, Bežigrad v Ljubljani dobil dokaj, bi rekel, zanesljivo podporo in zopet postal seveda poslanec. In v tistem obdobju ste ta spor želel z dr. Miro Cerarjo razrešiti tako, da bi se pač sklical kongres, pa da soočite mnenje, pa da pridete do neke situacije, da se bo videlo, kdo ima večjo podporo znotraj stranke. Ja in ne. V bistvu ni bilo niti te možnosti več. Mi smo en tak kongres imeli v času v bistvu priprave na same volitve. In po tistem se je pa zgodila praktično tisti trenutek, ko nisem bil več predsednik Državnega zbora, pač ideja, da se me izključi. In dejansko so to zadevo nekako izpeljali, kar je bilo meni sicer zanimivo, je to, da niso spoštovali lastnih pravil o tem, kako se to zgodi. In še zdaj, moram priznati, še zdaj nimam izpisnice oziroma akta pisno, po katerem so me izključili iz stranke. Ampak to, da so me izključili, to vedno poudarjam, ker govorijo o tem, da sem kar prestopil. Ne. Najprej so me izključili. Izključijo pa lahko nekoga samo iz stranke, ne morajo ga pa izključiti iz poslanske skupine, ker v poslansko skupino se pa organizirajo poslanci, ki so izvoljeni v parlament in tukaj pa veljajo, to so pa že ustavne kategorije, medtem ko to, kar se dogaja v strankah, je pač lahko različno. Torej bi tale vaš prehod potem v poslansko skupino socialdemokratov lahko karakterizirali tako, da je pač šlo za izključitev in vi ste pač iskal neko novo sredino, znotraj katere lahko svoj poslanski mandat naprej udejanjate. Dejansko, ker v prejšnji, niti v odborih, za katere poznam, prej ste omenili zunanje politični odbor, ne, nisem dobil zunanje političnega odbora ali pa katerega koli odbora, znotraj katerega bi lahko na ravni odborov sploh glasoval. Res je, da se je Državni zbor počasi oblikoval in da niso bili izoblikovani še vsi odbori, ampak poslancev v SMC-ju, ki so bili na novo izvoljeni, bi bilo ravno toliko, da bi vsakdo mogel dobiti en odbor. Jaz nisem dobil nobenega po tistem, ko so me izključili. Zdaj, ne moreš delovati sam v politiki in hkrati moraš pa imeti tudi neke vrednote. Moje vrednote so vsaj na to levo stran, socialdemokratske vsekakor. In zaradi tega je bilo nekako logično, da sem na koncu pristal v tej poslanski skupini. Ampak šele po tistem, ko so se vse glavne funkcije takratnega turbulentnega oblikovanja koalicije pravzaprav razdelile, ker prej je bilo to nemogoče. Takrat ste potem v naslednjem koraku ste se tudi včlanil v stranko SD in tudi postal predsednik konference socialnih demokratov. Tu seveda očitno so ocenili že v stranki, da ste toliko, bi rekel, dober kandidat, da vas je treba tudi umestiti v neko
v neko višjo pozicijo znotraj. Ja, zahvaljujem se, mislim, to je bilo pač, to je izkaz nekega zaupanja, je pa res, da je to urejena stranka in takšni urejeni stranki ne moreš, če nisi član, pravzaprav v bistvu prevzeti takšne funkcije. Torej, hkrati, ko sem postal član, sem prevzel tudi funkcijo. To dvoje je šlo praktično dan, dva razlike. Predtem nisem postal član, predtem sem bil član samo poslanske skupine. Ampak to je bilo neko zaupanje, tisto, kar sem si predstavljal, v bistvu neko delo na programu, neko delo na taki dolgoročni viziji in to je dejansko bilo tisto, kar sem na tej funkciji počel in kar še vedno počnem. Pa če bi morda samo pojasnil ta ustroj znotraj politične stranke, funkcija predsednika konference, to je izredno pomembno, mislim, po hierarhiji je to, kako bi jo... Odvisno, kako gledate, ampak v bistvu ta naša stranka ima predsednico, potem ima enako število moških in ženskih podpredsednikov, torej 2 podpredsednici, 2 podpredsednika, potem je v bistvu predsednik konference, vodja poslanske skupine je še zelo pomemben in pa generalni sekretar. To je v bistvu neka tak vodstveni del. Ne bi hotel v bistvu reči, zdaj pa eno bolj pomembno kot karkoli drugega, ampak vsekakor nisi številka 1, tudi številka 2 nisi, kar je običajno podpredsednik, kar so običajno podpredsedniki, ampak si pa med pomembnejšimi člani, ki nekako so tudi soodgovorni za to, kar se stranko dogaja. Ja, no, to sem vprašal zaradi tega, ker v političnih strankah so to različno opredeljene te funkcije in seveda, kot ste že rekel, je predsednik pa predsednik, nekje je predsednik glavnega odbora, nekje je sveta ali kakorkoli, skratka. Seveda v politični stranki, v katero ste vstopili, to socialdemokracija je neka ustaljena, bi rekel, stranka z tradicijo in seveda vi ste potem tudi šel v kandidaturo za evropskega poslanca. Tam ste z preferenčnimi glasovi z nekega mesta iz ozadja, bi rekel, dosegel tudi tisti drugi mandat, ki ga je stranka dosegla. Pa kako zdaj ocenjujete tole, rekel, čisto tako, ta prvi prihod v Evropski parlament? Ste si tako predstavljali vso to, ves ta ustroj, vso to dogajanje, ki se ga potem tudi v začetku doživljali, zdaj ga seveda pol? Ja, bom tako rekel. Najprej, stranka, nisem se niti sam spomnil, da bi bil na tej listi. Mislil sem, da je to nemogoče, zaradi tega, ker bi stranka s tem izgubila en glas v našem parlamentu, kar se dejansko na koncu zgodilo. Ampak situacija v našem političnem prostoru je bila takšna, da se je SD takrat odločil, da bo z vsemi silami šel na evropske volitve in to se je pravzaprav izkazalo. Na nek način je zmagal na levi sredini. In v bistvu to moje predhodno delovanje mi je najverjetneje pomagalo tudi pri tem preboju v Evropski parlament z pač preferenčnimi glasovi. Dogajanje tam je pa v Evropskem parlamentu je pa precej drugačno, kot sem ga na nek način pričakoval. Vsekako nisem pričakoval sem, da bo bolj politično kulturno, torej, da se zadeve dogajajo na prijaznejši način, da je način dela drugačen, ampak je tudi tam so zadeve, imajo neke svoje zakonitosti, ki jih vsaka politična stranka oziroma politična skupina znotraj tega udejanja in socialdemokrati so specifični, bom rekel, prej so jih vodili Nemci, zdaj jih vodijo Španci in to je drugačen način delovanja znotraj Evropskega parlamenta, ampak in na druga stran, ki je tudi važna, mogoče to zanimivo, tako socialdemokrati kot Evropska ljudska stranka, torej EPP, nismo več tako močni, da bi lahko samo skupaj združili moči in zdaj bo pa vse tako, kot bomo mi rekli. Ne. Če se drugi združijo, nas lahko preglasujejo. Za demokracijo je to dobro, ker je pač potrebno iskati neke kompromise v nekem širšem prostoru. Videl sem tudi, da je treba delovati na ravni odborov drugače,
kot na ravni plenarke, ker nekako bolj prosto presojaš, kako boš glasoval. Na ravni odborov se morajo pa drugi zanesti nate, ker pa se moraš ti pa na njih zanesti, takrat, ko si ti poročevalec ali pa poročevalec v senci za svojo politično skupino. Morda bi pojasnil tudi ta del funkcioniranja same Evropske skupnosti. Poznamo Evropski parlament, Evropsko komisijo, potem pa spremljamo, sestanke, ki so ključni, tako se zdaj kaže, predsedniki vlad, potem enkrat predsedniki zunanjih ministrov, pa kakšna je ta hierarhija, pa pomen odločanja zdaj Evropskega parlamenta, Evropske komisije, pa teh, ki sem jih zdaj navedel, pa še kdo. Bom poskusil. Najprej osnovna stvar je primerjavi z normalnimi parlamenti, je ta Evropski parlament zgolj zakonodajalec, torej sam ne sprejema zakonov. Kadar sprejemamo zakone, to naredimo skupaj z svetom in to so pač predstavniki držav, torej ministri, ali pa imamo še potem Evropski svet, v bistvu, kjer so pač predsedniki vlad, ki se skupaj dobijo pod seveda predsednikom Evropskega sveta in to Michelom, ki je pač izvoljen za 2 leti pa pol. In to je en del zgodbe in na drugi strani imamo pa komisijo, ki jo je bilo treba na začetku našega mandata potrditi oziroma kandidatko potrditi in to se pa izvoli v Evropskem parlamentu. Tisto, kar je važno vedeti, je, da ima komisija edina pravico predlagati zakonodajo. Parlament jo lahko spremeni, predlaga kako in kaj, o tem se odločajo tudi svet, torej tudi države. In potem, če hočemo to zakonodajo, imamo tako imenovani trialog, kjer se ti trije morajo dogovoriti in to še enkrat potrditi pri sebi. Torej, nekako smo, vsak je na enak način zamejen in nikoli zgolj od enega ne bo zadeva prevladala. To je, kar se tiče zakonodaje. Kar se tiče tistih odločitev, ki pa nimajo zakonodajne narave, tam pa seveda je Evropski parlament samostojen in lahko sprejema neke resolucije, ampak te same po sebi nimajo teže zakona. Niso tako pomembne, lahko pa pomenijo neko politično usmeritev, lahko marsikaj pomenijo. Recimo zunanje politično Evropski parlament sam po sebi nima skoraj da nobene pristojnosti, lahko pa predlaga določene resolucije ali karkoli podobnega. No, priča smo kar nekaj teh direktiv, kot pravi. Te direktive sprejme Evropski parlament. V tem primeru jih direktive sprejme parlament, ampak ker je direktiva že zakonodajni akt, v bistvu o direktivi na eni strani in skupaj z svetom mora na koncu priti do nekega soglasja. Komisija predlaga, parlament lahko spremeni, potem se še morajo države uskladiti in potem tisto, kar je kompromis, na koncu pride skupaj. Direktiva, ki je zanimiva reč, pri direktivah gre za to, da morajo države potem še sprejeti svojo zakonodajo v skladu s to direktivo do določenega datuma. Vsaka, kako to naredi, je njena stvar, ampak rezultat pa mora biti takšen, kot je v direktivi določen. Skratka, malo smo nekaj pojasnili zdaj tu, ker to so pač dokaj, bi rekel, dokaj takšen način odločanja, ki ga nismo vajeni. Mi pač v bistvu v svojem okviru neke nacionalne države, vemo, vlada, parlament, potem pa seveda tiste telesa državnega zbora, pa smo tu na tem nivoju že zaključili, pa še, ne smem izpustiti tudi državnega sveta, ki lahko da veto. Ampak morate vedeti še eno stvar znotraj tega. Zakonodajni akti niso možni tam, kjer nima pristojnosti Evropska unija. Te so pa z ustanovitvenimi pogodbami določene, torej pogodba o Evropski uniji in o delovanju Evropske unije. Samo tam, kjer je možno, tam ni dovolj politična volja, mora biti tudi pravna osnova za to. Še eno zadevo bi tu izpostavil, pa bi morda pojasnil vi kot poznavalec tega. Mi v glavnem vsi, ali pa večina pozna predsednico komisije. Potem se nam pa zadeve že tako malo zameglijo, kdo še zdaj kaj zastopa, kdo je še kaj. Ne, tu manjka ena, bi rekel,
konkretna figura ali pa oseba, ki bi takole v smislu, vsaj kot imamo mi predsednika države, lahko nastopala pa predstavljala to, bi rekel, Evropsko unijo. Ja, tudi kadar se predstavlja, je v bistvu vprašanje, je tam tudi predsednica ali tam samo predsednik. Ja. Ne? Eno je predsednik sveta in to je Michel, drugo von der Leyenova predsednica komisije, to je isto, kot bi bila predsednica vlade. Nekako tako se da razumeti in največji problem se pojavi, kadar sta oba hkrati. Ja. Ne, ker oba hkrati lahko predstavljata tudi samo unijo. Ve se, da naj bi bil predsednik prvi, ona druga, potem je treba umestiti še predsednika Evropskega parlamenta, vsaj teh protokolarne zadeve. Najlažje in najbolj preprosto se rešijo zadeve znotraj Evropske unije, kadar so vsi trije prisotni, ne? Kadar so vsi trije in to potem pomeni nek vrh političnih odločevalcev znotraj tega. Ampak Evropska unija je imela skozi problem s tem, kako to zadevo pravzaprav predstaviti in je tudi važno, ali obstaja, torej, a smo na Evropsko unijo prenesli neke pristojnosti, recimo pri zunanji trgovini smo jo prenesli, takrat se Evropska komisija pogovarja in na koncu, bom rekel, neko pogodbo potrdi Evropski parlament, ne več pa nacionalni parlamenti. V trenutku, ko imamo investicije zraven, morajo tudi nacionalni parlamenti reči ja. Torej, imamo malo širši obseg tistih odločevalcev, ki so pomembni. Evropska unija se izkazuje kot neka, seveda, absolutno jo podpiramo državljani te Evrope, ker vidimo, je kar nekaj takšnih prednosti, ki jih enostavno ne bi znali več pogrešati, kaj sem svoboden pritok delovne sile, potem evro, ki nas povezuje, pa še nekaj, kar teh stvari je, ki so zdaj postale samoumevne. Ampak sočasno pa ugotavljamo, da Evropska unija ima tudi neke turbulentne zadeve znotraj sebe. Tako nam je išlo ali pa so odšli iz Evropske unije Združeno kraljestvo oziroma Anglija, če čisto takole rečem, in seveda to ni dobro za, potem tule je precej zaznati teh razprtij, nacionalna zakonodaja, evropska zakonodaja, koliko je to, to so bili zapleti za Poljsko, za Madžarsko, za te višjegrajskimi državami, skratka. Tu seveda bi bilo nujno potrebno zadeve spraviti v en kontekst, da se odpravijo te nejasnosti. Mi imamo takšen kontekst, ne, na nek način, in to imamo končno instanco in tem je v bistvu Evropska unija drugačna od vsega ostalega. Imamo sodišče Evropske unije, ki na koncu lahko pri tovrstnih zadevah odloča. Ampak je pa treba hitro povedati, res Brexit, torej izhod Velike Britanije iz Evropske unije, je na nek način združil Evropsko unijo veliko bolj, kot si mislimo. Ob migracijski krizi niti približno ni bilo enotnega mnenja, kako pa kaj tudi danes ga postopoma se mogoče celo oblikuje, ampak niti ne vse povsod. Ampak torej en del, ki je važen, je v bistvu ta Brexit. Pri tem Brexitu je treba pojasniti še eno stvar. V bistvu tisti, ki so volili za to, v Angliji zdaj ugotavljajo, da so najverjetneje naredili napako, ampak iti nazaj je skoraj da nemogoče. Ti procesi so takšni, da jih je zelo težko obrniti na glavo. In to tudi pojasnjujem recimo našim mladim še zlasti. Ne. V tem Brexitu so, ali pa tisti, ki so volili za to, za izhod Anglije, so tisti, ki so videli v bistvu tisto veličino imperialne Velike Britanije, ki so še živeli v tej domeni, in to so bili starejši. Mlajši pa niso šli voliti. In nikar ne dopuščati politikom, da bodo še takrat, ko vam ponudijo možnost, da greste na volitve, na referendume in podobne zadeve, da to nekdo drug odloči namesto vas. To je vedno moje osnovno sporočilo. Ampak kar se pa tiče te delitve na, bom rekel, Višegrad pa vse ostalo, v bistvu bolj gre za to, kako se tudi pravno postavimo, ne? Ali moramo spoštovati pogodbe, ki smo jih sklenili toliko let nazaj in prenesli del suverenosti na evropske inštitucije,
In ali lahko to kar tako vzamemo nazaj? Ja, tako kot je Anglija naredila, lahko izstopimo iz Evropske unije in potem vzamemo zadeve, seveda z vsemi stroški. Stroški so veliki na obeh straneh. Ali to lahko naredimo na način, da se naše ustavno sodišče ali nekdo postavi nad Evropsko sodišče? Ne, to pa ne gre. To pa ne gre. In v bistvu tudi ne moremo v bistvu dobivati evropska sredstva brez tega, da bi spoštovali evropsko ureditev glede tega, kako in na kakšen način bomo pravzaprav trošili, oziroma ali bodo te inštitucije nadzorne lahko delovale na normalen način. In te inštitucije so bodisi nacionalne, bodisi evropske. Zato gre pri teh sporih. Na dolgi rok pa to ne more biti dobra zadeva, da se nekdo sam od sebe postavi nad evropska pravila in pravi, da bo pa njegova obveljala, čeprav bom tako rekel, je razlika med močnejšimi pa manj močnimi, tako na splošno v mednarodni politiki kot v Evropski uniji. No, sedaj bi morda še kaj pokomentirala, zdaj mimo tega se seveda ne da. Rusija je na nek način agresor in so na nek način pričeli z vojnimi aktivnostmi v Ukrajini. Seveda zadeva tam se je izkazovala kot nek konflikt, ki je izviral še iz leta 2014, ko so aneksirali ali si prisvojili Rusiji tudi Krim. Sedaj so še na teh dveh področjih, Donetsk pa Lugansk. Ampak ta zadeva se zdaj eskalira, kot da želijo okupirati celotno Ukrajino. Pa seveda odziv Evropske unije, pa tudi ostalega sveta, pa bi morda bolj na poudarku Evropske unije s temi ukrepi, ki želijo na nek način seveda Rusijo kaznovati za to, bi rekel, agresijo. Najprej, vsekakor tisto, kar se je zgodilo, je absolutno nesprejemljivo. To je kršitev mednarodnega prava, vsega, kar je obstajalo, tudi kršitev teh sporazumov, ki so bili takrat 2014 doseženi, Minsk 1, Minsk 2, ki so pač na nek način poskušali stabilizirati situacijo. To, kar se je zgodilo z aneksijo Krima, to gre za zasedeno ozemlje, okupirano ozemlje, ki pač ne more postati del Rusije, niti nobenega tudi ne more priznati, in ta politika je vedno veljala. Uporaba oborožene sile je pa absolutno prepovedana, tukaj ni kaj. In ko je enkrat vojna, je treba vse narediti za to, da pridemo spet do miru in da se začnemo pogajati o teh zadevah, kako in na kakšen način naj bi se zadeva pravzaprav razrešila, ker pogajanja so pred in pogajanja so po, ali pa včasih celo med vojaškimi operacijami. Tako da tukaj absolutno dejstvo, da je treba čimprej celotno zadevo zaustaviti in da je absolutno nesprejemljivo to, kar se je zgodilo. Evropska unija lahko reagira na način, kot reagira. Kaj je veliko več kot sprejemanje določenih sankcij zelo težko naredi, še zlasti, kadar ne gre za njeno ozemlje. Kadar ne gre direktno za njeno ozemlje, potem zelo težko naredi karkoli drugega, razen sprejema sankcije. Zdaj pa sankcije naj bi bile takšne, da bi zadele drugo stran, da bi prenehala s temi vojaškimi aktivnostmi. Je pa dejstvo, da se je najverjetneje Evropska unija v tem trenutku veliko bolj poenotila, kot je pravzaprav izgledalo, da se lahko, glede na to, kako so bili tudi posamezne države nekako postavljene proti Ruski federaciji predtem. Zdaj so se vsi poenotili, tudi tisti, ki so bili prej mogoče bliže Ruski federaciji, so pravzaprav zdaj enotni zadnji za sankcijami, ki se bodo pa najverjetneje stopnjevale. In se že stopnjujejo. Se stopnjujejo, morate pa vedeti v bistvu, da je treba pa preprečiti to, da bi pa prišli v tretjo svetovno vojno ali karkoli podobnega, tukaj, ker tega pa najverjetneje noben ne bi preživel. Ne ena, ne druga stran, oziroma tudi nam, ki v bistvu smo pioni v tej igri, ne bi kaj veliko pomagalo. Treba je predvsem preprečiti, da se te vojaške aktivnosti nadaljujejo, treba jih je ustaviti in sesti za pogajalsko mizo in doreči nekatere zadeve, ki bodo preprečile, da se takšno stanje ponovi, ali pa da se z vojaško silo spreminjajo meje. Kakršnokoli priznanje tovrstnih sprememb ne pride v poštev.
Evropa je seveda zelo odvisna, energetsko odvisna od Rusije. No, tam vemo, da se tam je zdaj gradil, pa seveda tudi ostal tale tako imenovan severni tok, povezave plinovoda in pa tudi ostale zadeve. Mislim, da tudi sankcije ali pa tisti ukrepi 2014 kaže, kot da Ruse pretirano niso prizadeli. Mislite, da zdaj z temi ukrepi, s temi sankcijami te zadeve bolj učinkovite, da bojo bolj prizadele Rusije in da bi lahko tudi zaradi tega ustavili to agresijo? Najprej 2014 je šlo za relativno lokalizirano delovanje in tako ga je Zahod razumel in s tem tudi Evropska unija. Ne? In zaradi tega seveda so bile sprejete določene sankcije, na katere lahko rečemo, da se je Rusija tako ali drugače in tudi rusko gospodarsko privadilo. Ja? In se je preoblikovalo zaradi tega skupaj. Medsebojna povezava absolutno obstaja. Tisto, kar se zdaj dogaja, ne more koristiti ne Rusiji, ne Evropski uniji. Amerika je relativno daleč, ne, v primerjavi s tem. Torej, konsekvence tudi sankcij bomo čutili tako v Ruski federaciji, kot pravzaprav tudi pri nas, gospodarske in tako naprej, tako da tukaj ni nobenega dvoma, ampak zadeva je šla preko vseh meja. Tokrat ne gre v bistvu za zgolj nek lokalni konflikt, ampak v bistvu gre za to, da bi, zdaj pa to domnevamo, kaj so zdaj končni cilji, ali da se zamenja ukrajinska oblast, ali upajmo, da niti ne gre za osvajanje ozemlja ali česarkoli tazga, kar je bila bivša Sovjetska zveza ali karkoli podobnega. Ne vemo. Ne vemo, v bistvu. Tisto, kar je bilo iz prejšnjih dogajanj nekako jasno, je, da v bistvu si želi Ruska federacija neka varnostna zagotovila. Kako daleč lahko takšna varnostna zagotovila gredo v upoštevanju tem, da so vse države suverene, enake in tako naprej, tudi Ukrajina, je zdaj drugo vprašanje. Vsekakor pa ni možno izsilevati določenih rešitev z uporabo vojaške sile. Tako da jaz računam, da so te sankcije tokrat močnejše in da gredo v smeri, ki bo odvrnila Rusko federacijo od tega, da nadaljuje z vojaškimi akcijami. Ukrajina je v svojo ustavo zapisala, da bo postala članica zveze NATO. Je lahko to oceniti tudi kot neko provokacijo ali pa neki vzvod, ki je eskaliral potem zdaj vso to dogajanje? Ogromno stvari je eskaliralo vse to dogajanje. Od 2014 naprej so se zadeve dogajale, tudi predtem, mislim, vse ima svojo zgodovino. Vsekakor to ni nekaj, kar bi bila najverjetneje trajnostna rešitev, s katero bi se vsi strinjali. Ampak iti se v vojno zaradi tega, ker imaš nekaj napisano v ustavi, pa tega še ne izvedeš ali pa si daleč od tega, da boš to izvedel, je pa tudi absolutno nesprejemljivo. Tako da tukaj bo treba preprosto prenehati z vojskovanjem in potem sesti za diplomatsko mizo in se dogovoriti za neko rešitev, ki bo bolj upoštevala vse, kot jih pravzaprav sedanja situacija. To, kar se ta trenutek dogaja, je najhujše, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Zadnji podatek, ki ga je možno zaznati, naj bi že pričeli z nekimi pogajanji tam na meji med Belorusijo in Ukrajino. Skratka, obe dve strani sta pristale, da se pač tam dobijo. To je dober znak, da se... Upam, vendar pri vseh teh zadevah je treba vseeno razumeti razmerje moči. Ja. Lažje in bolj prepričljivo bi bilo nek nevtralni teren, ne neki, kar je bliže enemu ali pa drugemu, kjer je močnejši. Še ena zadeva bi tule izpostavil, seveda v tem kontekstu tega spora pa vojne v Ukrajini, imamo tu žarišče tudi v tem balkanskem delu, predvsem je to nevralgična Bosna. Pa je potrebno zdaj, rekel, sočasno pa je Evropa dokaj zadržana ali pa ne dovolj odzivna,
in na nek način ustavila ta priključevanje ali pa širitev Evropske unije s temi državami Balkana. Pa to bi bila verjetno rešitev, če bi tudi pa blažitev teh tenzij, ki se tam pojavljajo. Ja, se strinjam, da bi lahko proces širitve te tenzije blažil. Problem bi bila pa še vedno Bosna in Hercegovina, tudi v enem in drugem primeru. Druga stvar, ki je važna, je, da se je vmes zgodil Brexit in zaradi tega je ena od glavnih bom rekel, pokroviteljic ali pa tistih držav, ki so bili vedno za širitev, in to je Velika Britanija, šla iz Evropske unije. Torej se je razmerje moči znotraj tega bistveno spremenilo in nekatere države so zaradi lastnih volitev, v bistvu, zlasti tle, mislim, Francija, marsikaj naredile proti procesu širitve. Tako da te zadeve se da razložiti, bom rekel, geopolitično in notranje politično, in to dvoje je treba upoštevati, da razumeš, kje smo. Je pa Bosna in Hercegovina pa res mogoče ključna točka, kjer lahko tudi v naši neposredni soseščini v bistvu se občutijo posledice tega konflikta, ki se ga gremo, ampak jaz upam, da je zdaj Evropska unija veliko bolj enotna, kot je bila prej, in da bo razumno reagirala tudi na vse, kar bi se lahko na tem območju zgodilo. Seveda Evropska unija nima svoje vojske, ampak je, bi rekel, znotraj združenja NATO. Vsi smo člani ali pa kar pretežni del, večinski del, razen nekaterih nevtralnih so članice zveze NATO, in seveda tu po svoje zopet kaže, da Evropa se samostojno tu ne more odzivati. Težje se lahko odziva, težje kot tudi iskanje v bistvu svoje, bom rekel, varnostne avtonomije. To je neka taka, tako se reče, ne, tako se lepo sliši, ampak vedno gre za to, v bistvu, kakšen del evropske varnostnih in obrambnih nalog bodo pravzaprav evropske članice NATO prevzele. Tisto, kar je bistvena razlika med NATO in Evropsko unijo, je pri NATO so glavne ZDA. In te so skozi NATO prisotne tukaj. S tem, da so Združene države prenesle fokus zanimanja, ni več glavni fokus Evropa, ampak je glavni fokus Pacifik in njen odnos z Kitajsko. In torej bomo velik del tega bremena NATO in vsega tega, kar naj bi NATO zagotavljal, pravzaprav morali prevzeti sami. In koliko del je tega dejansko možno narediti, koliko pa morajo biti še vedno Združene države zraven, je pa eno veliko vprašanje. Ta trenutek ne moremo sami praktično narediti ničesar. No, ravno zdaj ste mi na nek način položili vprašanje v usta. Ta vojna v Ukrajini na nek način kaže tudi nekaj, kot da se seveda Evropa pa tale članice, vključno z Ameriko, dokaj poenotila, ampak sočasno zdaj tudi na varnostnem svetu, ki je bilo, se je izkazalo, da Kitajska, Indija, pa tu tega, bi rekel, niso želeli poimenovati kot agresijo, ampak so zadevo na nek način ublažili v tej retoriki in tudi sočasno so, bi rekel, niso glasovali, skratka niso dali veta, ampak so se ne opredelili do te resolucije, ki je na nek način obsodila to agresijo na... No, v bistvu tisto, kar je osnovno dejstvo, ne, kakršnokoli že zavezujočo resolucijo, torej tako, ki ima pravni učinek za vse, morajo potrditi oziroma ne smejo nasprotovati stalne članice Varnostnega sveta. Ruska federacija je ena od stalnih članic, drugim ni treba pravzaprav narediti glede tega nič. Če se vzdržijo, s tem pokažejo seveda nek svojo politično voljo do tega vprašanja. Indija je pa nestalna članica. Ne? Tako da, ko gledamo te zadevo, ja, to je velik del človeštva, ki lahko na zadeve gleda drugače, kot na zadeve gleda Zahod, torej Evropa in Združene države. In znotraj tega seveda potem še dve članici Varnostnega sveta. Francija, ki je del Evropske unije, in na drugi strani Velika Britanija. Imaš te tri, potem imaš še Kitajsko in Rusko federacijo. To vse je ostalo od druge svetovne vojne.
In dokler se vsi ti ne poenotijo, ni enotnega delovanja celotne mednarodne skupnosti. In torej ta konflikt, ki ga imamo pred sabo, torej Združeni narodi ne morejo razrešiti. Lahko sicer se preigravamo, pa lahko tam karkoli sprejemamo, ampak pravno zavezujočega pa ničesar ni možno na tem nivoju sprejeti. Tisto, kako se pa drugi odzivajo, je pa tudi pomembno, v toliko, koliko bo pravzaprav konsekvenc čutila Ruska federacija za to, kar počne. Ker te sankcije, ki jih Zahod, torej Evropa in ZDA sprejemamo, te sankcije bodo bolj učinkovale, če bi pri njej sodelovali tudi drugi ali pa saj bili nevtralni. Če v bistvu bo pa to nek nadomestek za vse ostalo, torej delovanje z Kitajsko, delovanje z Indijo, potem bodo te sankcije predvsem manj učinkovite, kot bi bile v drugačnem pomenu. Zdaj, ali se to dejansko nakazuje, bo ta zadeva šla to naprej, to vidiš šele še z nekaj časa. Tudi sankcije, pa učinkovitost sankcij se ne da presojati od danes na jutri. Včasih je že to, da zagroziš z določenimi sankcijami dovolj, da se kdo mogoče ustavi ali pa da spremeni svoje mišljenje. Taka je recimo izključitev Ruske federacije ali pa njihovih bank iz mednarodnega denarnega prometa, kar pomeni, da potem niti zunanje trgovine normalne ne more biti več in tako daleč nikoli nismo prišli v teh obdobjih. Zdaj se razmišlja tudi o tem, a bo to sprejeto že v tem trenutku ali še, če se bo konflikt nadaljeval, to pa ne morem reči, tudi Evropski parlament tle ni odločilen pri celotni zadevi, da bi se to vrstne sankcije uvedle. Pa si zaželimo, da orožje utihne, pa da z pogajanji zadevo konflikt razrešimo, oziroma razrešijo. Pa bi zdaj morda še en del tu priletela. V Sloveniji je letos tole volilno leto, imamo zdaj državno-zborske volitve, potem predsedniške in tudi seveda lokalne. Pa bi morda, vi ste tudi predsednik konference socialdemokratov, v soboto ste imeli sejo potrjevanje programa, pa bi morda kakšne poudarke iz teh programskih usmeritev izpostavil ali karkoli bi rekel? Ja, v bistvu šlo je dejansko za konec tega našega procesa potrjevanja programa, ker smo sprejemali še zadnje amandmaje, v bistvu začeli smo pa zadevo pred praktično pol leta, ker se je prvi osnutek pojavil, zdaj je program dolg in to ni, bom rekel, zgolj volilni program, to je program za naslednje desetletje ključnih usmeritev. V tem je na prvem mestu zdravje za vse, kjer gre predvsem za dve zadevi, da ima vsakdo svojega zdravnika in na drugi strani, da se skrajšajo čakalne vrste, torej da prideš do specialista v 30 dnevih kot osnova. Potem drugi del je sama socialna država. Znotraj te socialne države so pomembni ukrepi tako za starejše, mlajše, torej stanovanja, najemna, kapacitete, povečevanje kapacitet, potem v bistvu vsak otrok naj bi imel brezplačni vrtec, ker je na tem področju možno nekaj narediti. Potem imamo v bistvu vprašanje, ki je mogoče ključno, od česa in kako bomo živeli. Tukaj je vezano predvsem na to, da je treba ustvarjati nova delovna mesta in na pravičen način iti v zeleno in digitalno tranzicijo, torej takšen, ki bo vključeval ljudi, uporabiti naše strehe za v bistvu sončno energijo in na drugi strani zmanjševati oziroma odpravljati energetsko revščino, tudi prevoz spreminjati glede na to. Ne pozabimo na delavske pravice in ne pozabimo na vladavino prava in človekovih pravic, ker gre v bistvu predvsem za ohranjanje ustavnih inštitucij in njihovo utrjevanje. Kar se pa tiče samih delavskih pravic, pa govorimo o povišanju minimalne in povprečne plače, ker brez vsega tega sistem preprosto ne bo mogel delovati. Smo v obdobju zelenega prehoda, to bo zelo drago, če se bomo tega lotili neenotni in prepozno.
Če se bomo pa tega lotili skupaj z soglasjem vseh, tukaj pa res treba soglasje vseh partnerjev v družbi, potem bo ta zadeva precej lažja. To je ta osnova. Jaz mislim, da omogoča marsikaj in omogoča združevanje podobno mislečih tako znotraj KUL-a kot širše znotraj tistih, ki jim je delovanje obstoječega ustavnega okvira ključnega pomena. Pomeni pa seveda tudi drugačen pogled na Evropo in na svet, manj povezovanja z V4, če to pravzaprav slabi Evropo. Treba je ohraniti enotno Evropo. Zdaj vidimo, kako pomembno je to in da je to razdvajanje zunanje politično neproduktivno. Vi boste vstopili v aktivno vlogo pri teh državnozborskih volitvah? Ne, mislim, moja aktivna vloga bo predvsem, da vodim ta organ, ki bo na koncu potrdil tudi kandidatne liste, ki jih pač mora na tajnih volitvah potrditi, ampak bom pa pomagal, kolikor se pač da. No, jaz sem mislil aktivno zdaj na državnozborskih, pa seveda so tudi predsedniške volitve. Imate tu kakšne, bi rekel, kak ste se usmerili pogled na ta del, ker pred časom, mislim, da v preteklosti je bila že varianta, da ste tudi kandidat za predsednika države. Govorice se vedno pojavljajo kot take, so se že prejšnjih predsedniških pojavljale, pa takrat ni bilo dejansko nič na tem. V tem trenutku sem v Evropskem parlamentu, poskušamo delati tisto, zakaj so me ljudje izvolili. Naslednjo dogajanje v slovenski politiki so pa državnozborske volitve. Državnozborske volitve bojo postavile en mejnik, in na podlagi tega se bo potem treba zopet presoditi situacijo, ampak načeloma ostajam v evropski volitvi, v politiki, moje naslednje volitve so leta 2024. Uspešno delo na evropskem parketu vam želim, pa vse dobro. Dr. Milan Brglez, hvala, da ste se udeležili v naši oddaji in bil zanimiv sogovornik. Hvala tudi vam. Spoštovani, hvala za pozornost in srečno.